Zdravo, dijaki Ljutomerske gimnazije smo z vami tudi v mesecu aprilu. Za začetek se spomnimo na najbolj pomemben dogodek za dijake četrtih letnikov – maturantski ples. Maturantski ples je dogodek, ki se ga veselimo od samega začetka srednje šole. Je zanimiva in nepozabna noč, ki dokazuje, da smo uspešno zaključili 4 leta šolanja na gimnaziji. Letošnji maturantje smo se pri sami pripravi maturantskega plesa zelo potrudili in bili prisotni pri celotnem procesu, saj smo res želeli, da bi bila to edinstvena noč. Sam ples je popestril voditelj Denis Avdić, otvorili pa smo ga seveda mi dijaki s prihodom na Radetski marš in himno Gaudeamus Igitur. Po kratki zahvali ravnatelju in osebju šole smo dijaki zaplesali prve 3 plese, ki so bili Dunajski valček, Angleški valček in četvorka. Sledila je majhna pavza, da smo si spočili noge in hladna predjed. Da pa ne bi samo plesali, smo maturantski ples popestrili tudi s predstavitvami razredov. Vsak razred je imel na voljo 10 minut, kjer je predstavil svoj predstavitveni video, se zahvalil razredniku ter predstavniku razreda in pokazal občinstvu, da so vezi, ki so se spletle med nami, res močne in nekaj posebnega. Vsi ti govori in zahvale so nas naredili lačne, zato smo bili zelo veseli, ker je bil čas za večerjo. Skoraj polnimi trebuhi pa smo maturantje spet zavzeli plesišče in zaplesali foxtrot, swing, ča-ča-ča, tango, blues in najbolj zabaven ples na pesem Lahko ti podarim samo ljubezen od skupine Sestre. Pika na i pa je bilo tekmovanje Kralj in kraljica, kjer so se 3 pari potegovali za zelo dobro in uporabno nagrado mobilni telefon. Tekmovalci so morali 3-člansko profesorsko komisijo očarati z improviziranimi plesnimi koraki tanga, baleta in striptiza. Do takrat je že minila polnoč in so na plesišče pripeljali torte, da smo se vsi lahko posladkali ter dobili energijo za ples do jutranjih ur. No, v jutranjih urah so naši starši postali že dokaj utrujeni in nas na žalost morali zapustiti, mi pa smo se odpravili v bližnji bar, kjer smo naše rajanje nadaljevali vse do naslednjega dne. Maturantski ples je bil prav gotovo ena izmed nepozabnih noči v našem srednješolskem šolanju in bo vedno ostal v našem spominu. Dijaki predšolske vzgoje so sodelovali na regijskem srečanju ljudkovnih skupin v Radencih. Dijaki 3. letnika predšolske vzgoje smo se v petek, 13. marca, udeležili srečanja ljudkovnih skupin v Radencih. Tam smo ponosno sodelovali tudi sami in sicer z 2 igricama, Miška in Mesec ter Povodni mož. Na to tekmovanje smo se dijaki pripravljali celo leto pri predmetu Ustvarjamo za otroke, kjer smo projektno sami pripravili scenarij, izdelali lutke ter sceno, ustvarili glasbeno podlago in na koncu igrico seveda tudi zaigrali. Miška in Mesec govori o iskanju meseca in prijateljstva. Povodni mož pa na zanimiv način resničnost poveže s pravljično domišljijo ter nas pouči o tem, kako pomembno je življenje v družini, ki odtehta vse kupe zlata in materialnih dobrin. Z igrico Miška in Mesec smo se dijaki uvrstili na prvo tekmovanje in tako se bomo še enkrat predstavili na regijskem tekmovanju v Lendavi, ki bo konec aprila. Pa držite pesti. Ta mesec, ta pripada nam vsem. Ko mesec sveti, sveti v ribnik, v gnezdo in na gore, zato ga lahko prav vsi vidimo. Prav imaš, Miška, mesec nas ni nikoli zapustil. Dragi prijatelji, da bi vas jaz zapustil, to vendar ni mogoče. Jaz sem se le skril pred dežjem in grmenjem, tako kot ste se skrili tudi vi. Ste slišali, prijatelji? Mesec nas ni in nas nikoli ne bo zapustil. Vedno bo med nami. Prav imaš, Račka, jaz, veličastni mesec, bom vedno z vami. Vidite, mesec bo ostal z nami, tako kot ostanejo pravi prijatelji. Prav imaš in naslednjič, ko se nam mesec spet skrije, se nam nikakor ni potrebno prepirati. Saj zdaj vemo, da se bo vrnil. Najboljše od vsega pa je to, da mi je mesec poslal 3 nove prijatelje. Prijatelje, ki te ne bodo nikoli zapustili. Oh.
Pretekle mesece so na naši šoli potekale številne dejavnosti. Poglejmo si kratke novice. 24. marca smo na GFML organizirali Ekodan. Ekodan je potekal v sklopu projekta Pozorni za okolje, ki ga organizira podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires. Dijaki prvih in drugih letnikov ter 3.A, 3.VB in 4.C so se z razredniki vključili v čistilno akcijo in v prosti uri odšli po Ljutomeru in v zelene in črne vreče pobirali smeti. V eni šolski uri so dijaki napolnili kar 8 velikih komunalnih vreč. Čez cel dan pa je pred šolo potekalo tudi zbiranje starega papirja, tonerjev in kartuš ter odpadnih baterij. Za izvedbo ekodneva smo se odločili zato, ker sodelujemo v projektu Pozorni za okolje. V okviru tega projekta potekajo tekmovanja na različnih nivojih, ravneh, tako sodelujemo v tekmovanju Ekotalent, v tekmovanju za ekonačrt in ena od teh je tudi Ekodan. Moram reči, da je akcija izpadla boljše, kot sem jaz pričakovala. Bilo me je strah, da se dijaki ne bodo odzvali, pa moram reči, da so vsi, predvsem dijaki prvih in drugih letnikov, zelo pridno sodelovali, se vključili v akcijo in smo zbrali zelo velike količine teh odpadnih materialov, večje, kot je bilo pričakovano. Zbrali smo približno 3 tone starega papirja, 280 kg starih baterij in 710 kosov tonerjev in kartuš. Dijaki so za to akcijo bili zelo motivirani, še posebej dijaki prvih in drugih letnikov, ker je nagrada za največ zbranega papirja, tonerjev in baterij bila en prosti dan za cel razred. V akciji je zmagal 2.A. Torek 7. aprila je na osnovni šoli Pucnci potekalo 23. regijsko srečanje mladih raziskovalcev. Tokrat se je na srečanje prijavilo 55 raziskovalnih nalog z različnih področij. 34 nalog so pripravili učenci osnovnih šol, 21 pa dijaki srednjih šol. Našo gimnazijo je zastopalo 26 dijakov s 13 raziskovalnimi nalogami. Dosegli so 6 zlatih priznanj, 6 srebrnih priznanj in 1 bronasto. Vse zlate naloge in 1 srebrna so se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo 18. maja v Murski Soboti. Držimo pesti za dobre rezultate tudi na državnem nivoju. 4 naše ekipe so se udeležile državnega prvenstva v debati v slovenskem jeziku, ki je potekalo na gimnaziji Kranj. Sodelovalo je 24 ekip, polfinale sta se uvrstili 2 naši ekipi. Betka Perc, Helena Beznec in Ula Litrop so se na koncu morale zadovoljiti s 4. mestom. Sanja Hošpel, Anja Zadravec in Hanna Rakuša pa so v velikem finalu izgubile proti Celju in na koncu osvojile 2. mesto. V letošnjem letu se je 3. VB letnik vzgojiteljskega programa udeležil ustvarjalnic, ki potekajo po vrtcih. Na ustvarjalnicah se predstavlja naše delo in trud, ki ga tam predstavimo z našo avtorsko igrico Podvodni mož. Igra govori o dečku, ki ne posluša in dela stvari po svoje. Zaradi takega vedenja se mu pripeti nezgoda. Kar naenkrat se pojavi v podvodnem svetu pri podvodnem možu. Deček si močno želi nazaj k družini, po kar nekaj prerekanj le uspe prepričati podvodnega moža, da ga spusti domov. Podaril mu je tudi zlatnike, vendar deček ni bil vesel zaradi zlatnikov, on je bil vesel, da je spet lahko pri svoji družini. Po predstavi še sledijo delavnice za otroke, in sicer glasbena, likovna, kemijska in delavnice za zabavo. Sedaj smo obiskali že vrtca v Dranci in Stročja vas. Ena ustvarjalnica še nas čaka meseca maja. Veselimo se, da spet pridobimo nove in zabavne izkušnje. V mesecu marcu smo v naši radijski oddaji Glas GFML gostili ravnateljico in malčke vrtca Ljutomer, saj vrtec letos obeležuje 70-letnico. Sodelovanje vrtca z našo gimnazijo pa je najbolj razvejano. Poleg tega, da omogočajo dijakinjam predšolsko prakso, se otroci skupaj s pedagoškimi delavkami udeležujejo različnih naravoslovno-tehničnih delavnic pri nas, ob svetovnem dnevu jezikov se udeležujejo prireditve na glavnem trgu, zelo pa so navdušeni nad raznimi prireditvami naše gimnazije v Domu kulture, saj že 8 leto sodelujejo pri pripravi in izvedbi dneva gibanja in druženja vseh generacij v mesecu maju. Ravnateljica nam je povedala, da je to pravo bogastvo za male in velike iz njihovega vrtca, kot tudi pomembna izkušnja za dijake gimnazije in naše profesorje.
Otroci pa so našo radijsko oddajo obogatili z pesmijo in z velikim veseljem odgovarjali na naša vprašanja ter z zanimanjem opazovali naš radijski studio. V mesecu marcu smo se dijaki tretjih letnikov, ki obiskujemo predmete poudarjena fizika, kemija in biologija, odpravili v Ljubljano na ogled razstave European Space Expo. S pomočjo bogatih in interaktivnih audiovizualnih vsebin smo spoznavali evropsko vesoljsko politiko, ki temelji na najsodobnejših storitvah satelitske navigacije in opazovanju Zemlje. Spoznali smo, da te storitve med drugim prispevajo k napredku pri kmetijskih panogah, varstvu okolja, spreminjanju podnebnih sprememb, upravljanju v kriznih razmerah in podobno. Razstava je bila zelo zanimiva in poučna, znanja, ki pa smo jih pridobili, pa nam bodo koristila tako pri obravnavi učnih vsebin v šoli, kot v vsakdanjem življenju. Zahvaljujemo se predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, da nam je omogočila ta ogled. Škofjeloški pasijon se vsakih 6 let odvija v Škofji Loki, ki je bila tudi letos odeta v srednjeveško vzdušje. Predstavlja Kristusovo trpljenje, torej dogajanje od svetne nedelje pa vse do Velikega petka in je že zaradi redkosti in zahtevnosti uprizoritve vsekakor vreden ogleda. Besedilo je na začetku 18. stoletja spisal pater Romuald, ki je s tem želel približati svetopisemsko zgodovino odrešenja preprostemu človeku. Pasijon velja za najstarejši zapis dramskega besedila v slovenščini in za najstarejšo režijsko knjigo v Evropi. Danes je to edinstveni gledališki dogodek v Sloveniji, sestavljen iz 20 prizorov, na katerem sodeluje več kot 900 ljubiteljskih igralcev. Preditev smo si v petek, 27. marca, ogledali tudi dijake drugega letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. V Škofjo Loko smo se odpravili po dopoldanskem pouku. Tam so nas prisrčno sprejeli na njihovi gimnaziji in nas tudi pogostili. Ah, žalost, ah, bridkost moje dušice, k tebi nebeški oča žalostno kliče. Vsi moji glidi so s težavami obdani, ker je stvin enega zapelanga med vami. On bode mene, mojim sovražnikam čez dal, in umetem judam za 30 srebrnikov predal. O moj Johannes, vprašaj, kdo bi jemu leto biti, od katerega je on leto začel govoriti? On bi bil vreden, da bi se zemlja odprla in v njega tako nehvaleženega požrla. Kdo je ta isti? Povej nam, kateri bi jemu to storiti in v tebe bi oto s tem trpljenjem umoriti. Le kdo bi to storil za ti dobrote, ki si ga ti vzel pod svoje perote? Eden zmed vas 12, ki sedi par mizi z mana, bode storil ta velika pregreha naznana. Čeprav so sredi marca večeri še kar hladni, smo dijaki vendarle v slabih 2 urah doživeli nadvse zanimivo in pestro dogajanje po škofjeloških ulicah. – 20. marca obeležujemo Mednarodni dan frankofonov.
Francoščino govori okoli 274 milijonov ljudi po svetu, je eden od 2 upravnih jezikov Evropske unije, sicer pa eden od 6 najpomembnejših jezikov sveta. Ob tej priložnosti smo dijaki GFML ta dan preživeli malo drugače in se s profesorico odpravili v Ljubljano. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie, c'est le 20 mars. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Ljubljana avec mes élèves. Tout d'abord, on va aller voir une exposition très belle qui est consacrée à l'impressionnisme et qui s'appelle Peindre Normandie. Po zanimivem in poučnem vodenju po razstavi smo se odpravili na francoski inštitut, kjer nas je sprejela atešejka Mireille de Chalet, katero smo že gostili na naši gimnaziji. Na inštitutu so nam prikazali nedavne dogodke in razstave povezane z francoskim jezikom in kulturo. Za konec smo med prostim časom na ulicah Ljubljane dijake še poprašali, zakaj so si izbrali prav francoščino. Je parle français parce que j'aime la langue. Je parle français parce que j'aime la musique française. Je parle français parce que j'aime les langues étrangères. Ekskurzije smo se udeležili tudi dijaki likovnega snovanja. Tako kot frankofoni smo si v Narodni galeriji ogledali razstavo Slikati v Normandiji ter se sprehodili med deli impresionističnih umetnikov. Še predtem pa smo obiskali Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi 22 in si oči odpočili na njihovi stalni zbirki. Dijaki 2. VA razreda smo se v četrtek 19. marca udeležili drugega dela narodne izmenjave z Metliko, ki je bil za nas prijetnejši, saj smo šli v goste. Naslov izmenjave je bil Hojte k nam, vigredno veselje podarimo vam. Novembra so dijaki 2. B razreda predšolske vzgoje iz Metlike obiskali nas v Ljutomeru. Tokrat so nas prijetno in toplo sprejeli ter nas pogostili s tradicionalno belokranjsko pogačo. Po kratkem glasbenem programu in nekaj uvodnih igrah smo se dijaki iz Ljutomera odpravili na ogled mesta ter spoznavanje njegove zgodovine, seznanili pa smo se tudi z aktualnimi dogodki v mestu. Sprehodili smo se do vrtca Metlika, ki ima kar 16 skupin in je eden izmed redkih vrtcev v Sloveniji, ki skrbi za prave živali. Ogledali smo si notranjost ter prostore za rekreacijo. Ob vrnitvi v šolo smo začeli z delavnicami. Izbirali smo lahko med peko belokranjske pogače, petjem in plesom na belokranjske pesmi, zaigrali smo lahko predstavi Pravljica o beli kači, pomagali pri nastanku publikacije Hojte k nam ali barvali belokranjske pisanice, na katere smo nanašali vosek, nato pa jih pomočili v barvo. Sledil je program v kulturnem domu, kjer smo svoje igralske, pevske in plesne talente predstavili staršem naših gostiteljev. Na večerni pogostitvi smo lahko poskusili dobrote iz belokranjske kuhinje, nato pa smo se dijaki s svojimi gosti odpravili še na večerjo. Naslednji dan smo se zapeljali skozi Novo mesto vse do Kostanjevice, kjer smo si ogledali samostan, muzej in izdelovali grafike. Sledilo je uradno slovo, v dijaškem domu Novo mesto pa nas je čakalo še okusno skupno kosilo. Siti smo se poslovili od naših gostiteljev in se polnih novih spoznanj odpeljali domov. Narodno izmenjavo bomo obdržali v lepem spominu. Prvi C oddelek ter 4 dijaki iz 1. A smo delno že imeli izmenjavo z gimnazijo Nova Gorica. Dijaki iz Nove Gorice so prišli k nam v petek 13. Najprej smo jih sprejeli in pripravili za res kratek program, nekaj besed pa je spregovoril tudi naš ravnatelj. Potem smo jih v skupinah popeljali po Ljutomeru in jim predstavili naše zanimivosti. Po njihovih besedah je Ljutomer veliko bolj ravninski, zanimiv, všeč pa so jim bile tudi zgradbe ter sama pokrajina. Ker smo jim Ljutomer predstavili v zgodovinskem, geografskem ter likovnem smislu, smo jim pozneje z veseljem predstavili še prleško ter prekmursko kulinariko. Sledile so namreč delavnice. Nekateri smo kuhali, nekateri so fotografirali, kar 20 dijakov pa je ustvarjalo v likovni delavnici. Prav tako pa so se preizkusili v debati ter poznavanju narečij. Po delavnicah je sledila predstavitev, na katero so bili povabljeni tudi naši starši. Pokazali smo izdelke, se posladkali, nato pa smo svoje goste odpeljali domov. V soboto smo se z avtobusom odpravili v Avstrijo, kjer nam je profesor razložil zgodovinsko odzadje. Iz Bad Radkersburga smo se peš odpravili v Slovenijo, nato pa smo si ogledali še grad v bližini. Naše dijakinje so celo zaigrale na klavir, mi pa smo uživali v poslušanju. Po ogledu gradu smo se ustavili na semišču, nato pa smo se počasi odpravili proti domu, kjer smo se poslovili od svojih gostov.
Izmenjava pa še ni gotova, saj gremo mi v Novo Gorico še ta mesec. In že komaj čakamo. V preteklem mesecu smo bili deležni prav posebnega obiska. V sklopu ekskurzije po Pomurju, ki ga je organizirala lokalna televizijska postaja TVAS kot del projekta Mura Raba, so nas obiskali dijaki iz Porabja, ki obiskujejo gimnazijo v Monoštru. Jaz sem to sprejela z veseljem in mislim, da to da dijakom malo motivacijo, da bi se še več učili slovenščino. Še več dijakov bi rada imela, ki bi se učili slovenščino. Mislim, da je to zelo dobro. Večkrat pridejo naši dijaki v Slovenijo na različne tabore ali pa na izlete in mislim, da to njim tudi malo pomaga, da se čim več naučijo. Ti dijaki se na svoji šoli učijo slovenski jezik, nekateri izmed njih so šele na začetku poti učenja slovenščine, medtem ko jo drugi govorijo zelo dobro. Doma tudi govorimo slovensko in imamo tudi sorodnike tu in zato sem odločila. Moja babica in moji starši govori tudi slovenščino in jaz tudi bi razumeli, kaj govorite. Ja, pri nas na gimnaziji je trenutno 21 otrokov imam, ki so se odločili, da se bodo učili slovenščino. Jaz mislim tako, da nekateri zaradi korenine, nekateri bi se pa radi malo naučili, ko pridejo v Slovenijo, da se malo tu lahko pogovarjajo s prijatelji ali če pridejo na nakup ali v trgovinici, kaj lahko prosijo. Jaz mislim, da zato so se odločili. Naša naloga je bila, da jim naš jezik še bolj približamo. Predstavili smo jim našo šolo in slovenski šolski sistem, to pa popestrili z uro slovenščine, ki jo je izvedel profesor Saša Pergar. Po obisku šole so gostje nadaljevali svojo pot po Pomurju. Veseli smo, da smo pouk slovenščine delili z učenci iz tujine in upamo, da je to zanje bila prijetna izkušnja. Na GFML smo seveda tudi zelo aktivni na športnem področju. 28. marca smo se udeležili Dinijevega memoriala v Radencih. To je odbojkarski turnir v spomin na preminulega odbojkaša Silvina Matjašica Dinija. Na tekmovanju je sodelovalo 6 ekip, med njimi tudi mi. Naši odbojkaši so zasedli 4. mesto. Zelo aktivni smo bili tudi na plavalnem področju. V Radencih je potekalo tekmovanje plavanja na 100 metrov prosto. Dijaki so bili zelo uspešni. Dijakinja Megi Tinev je dosegla 1. mesto, 3. mesto je dosegla Urška Feher in 5. mesto Maruša Kovač. Pri fantih pa je 1. mesto zasedel Lan Horvat in 3. Tadej Berce. Seveda navijačev nikoli ne manjka in vedno podpirajo naše tekmovalce. Zelo glasni so bili na košarkaških tekmah. Fantje iz GFML-a so najprej imeli tekmo proti Ptuju in so slavili z zmago 73-71. 8. aprila pa so odigrali še tekmo proti zelo dobro poznani ekipi iz gimnazije Murska Sobota. Žal je našim košarkašem zmanjkalo do zmage zelo malo in se je tekma zaključila v korist nasprotniku z rezultatom 72-69. Zelo ponosni smo na vse športnike in se veselimo že njihovih novih tekem ter odličnih rezultatov. V aprilski rubriki Znanost ima mlade predstavljamo dolgoletnega učitelja športne vzgoje na GFML, Toneta Ficka. Tone Ficko, znano prleško ime, je neutrudni športni pedagog, ki je vsa leta služboval kot profesor športne vzgoje na gimnaziji Franca Miklušiča v Ljutomeru. Ob rednem delu je bil tudi odbojkarski delavec, trener moških in ženskih ekip, kasneje odbojkarski sodnik, v zadnjih letih svojega aktivnega dela pa tudi delegat Odbojkarske zveze Slovenije, nepogrešljiv član Športne zveze Ljutomer, organizator športnih tekmovanj in vodja teniške sekcije pri TVD Partizan Ljutomer. Letos je zdaj že bivši oziroma upokojeni profesor prejel prestižno nagrado Blautkovo plaketo za življenjsko delo v športu. Je najprestižnejše priznanje na področju športa. Tukaj pridejo za podelitev vsi tisti, ki so zaslužni, tako posamezniki kot društva, kot klube in najbolj zaslužni, tudi tisti, ki so svetovni prvaki, seveda v glavnem.
taki, kot sem pa bil jaz, ki vseh teh dobrih rezultatov nisem dosegal, pa sem bil sam presenečen, da sem bil izbran in nominiran za to prestižno plaketo oziroma priznanje, kajti je še potem tudi nagrada, so 3 stvari, ki je pa najvišja, še višja od priznanja. In moram reči, da sem takoj, ko sem dobil z Ljubljane potrditev, da sem priznanje dobil, bil skeptičen in sem se sploh šel najprej prepričati na zavod na športno zvezo v Ljutomer, a je to res, ali je to mogoče sploh, ne? Kajti res, da je bilo pred 7 meseci moje ime izbrano v Ljutomeru med športniki, športnimi društvi in klube kot nominirano za Ljubljano, vendar nisem si mogel predstavljati, da bi jaz lahko bil v tej ekipi zelo eminentnih oseb zbrane. Tako da je to bilo veliko presenečenje. Prav zato smo ga kot posebnega gosta povabili tudi na gimnazijo, kjer se je pogovarjal z dijaki, predstavil svojo pestro pedagoško delo in športno kariero, v nadaljevanju pa nam je zaupal, kako se spominja preteklih let na naši šoli. Ko sem prišel 72. leta na šolo, je bilo 234 dijakinj, 13 učiteljev. Zelo majhna šola smo bili. Da smo hoteli uspeti na slovenskem šolskem področju, je bilo potrebno veliko osebnega in političnega zalaganja z našega konca Prlekije. Tako da so bile velike borbe in moram reči, da so predvsem ostra polena letela iz murskosoboškega dela, kajte mi smo in teh 230 otrok vzeli tam, ne? Pa ne govorim zdaj vzeli, vsem so prišli, ne? Tako da je bilo tam tega manj, oni pa so že takrat bili zelo velika šola in so hoteli postati še večja, ne? Tako da borbe so 5 let, 7-8 let trajale, zelo velike. Kar se tiče mojega dela, športna vzgoja je imela telovadnica tu, kako imate zdaj vi v podaljšku tega hodnika. V spodnjem delu je bila kuhinja, na desno stran majhna telovadnica, nič večja od te učilnice tukaj. Zdaj pa si lahko predstavljate, kaj v taki učilnici lahko narediš. Poleg tega pa še imaš na tej strani švedsko kozo, švedsko mizo, švedske klopi, drogove, blazine in vsega tega zelo slabo je bilo, težko. Razmere, ne samo pri nas, v Pomurju so bile katastrofalne. Tako da v naslednjih 10 letih smo potem prešli na telovadnico, ker se je pa vseeno število učencev nekoliko povečevalo, prešli na telovadnico v prostoru, ki je zdaj vzgojiteljska šola. Tam čez, tam je bil telovadni prostor in vse te učilnice so spuščene. Nad tem stropom so tam gor še ena takšna višina in je to bilo visoko več kot 7 metrov. Tam smo prišli na do veliko boljše pogoje. Tam je bil oder, je bil balkon in to še bilo moteče. Tudi te 2 stvari smo potem s časoma porušili, izvrgli ven, tako da smo lahko zadihali v normalni košarkarskih ali odbojkarskih pogojih. Pogovor z bivšim profesorjem smo dijaki z veseljem izkoristili za vprašanje o njegovem delu na naši gimnaziji, hkrati pa smo izvedeli marsikaj zanimivega o dogajanju na njej v preteklosti, ter se naučili kaj novega z področja športa in slišali kakšen nasvet za vitalno življenje. Za ta mesec se od vas poslavljamo, spet pa se vidimo v maju. Nasvidenje!